Hvala za napovednik. Danes sem ugotovila že, da sem bila malo v zadregi, ker pravzaprav nisem nekako točno vedela, kaj pripraviti. Pa upam, da bomo našli neko skupno temo. Jaz bom zelo vesela namreč, če boste tudi sodelovali, če bo kakšna vprašanja, zlasti, če me ne boste kaj razumeli, da povem glasneje. Pripravila sem eno tak preglednico in skupek nekih izhodišč za vzdrževanje dobre kondicije hrbtenice, ker namreč eden mojih takih zelo vztrajnih in zvestih sloganov je, da telo ni narejeno za sedenje, da je telo narejeno za gibanje. In da gibanje je tisto, ki nas ohranja nekako ne samo socializirane in socialne, ampak nas ohranja tudi v dobri kondiciji in nekako spodbuja telo k temu, da ne zaspita ne prekrvitev, ne sklepi, zlasti pa ne psiha in ne te naše sposobnosti, ki jih lahko s tem razvijamo. Zdaj, jaz bom vesela, če boste vprašali karkoli, kar vas zanima in kar niste mogli vprašati, in seveda bom poskušala po svojem znanju nekako to tudi odgovarjati. Zdaj, nanizala sem ene osnove, s katerimi bom poskušala na to temo naslavljati vsebino. Seveda pa ne morem brez te moje vztrajne in večne navezanosti tudi na kitajsko medicino, na tiste akupunkturne točke in kombinacije, ki jih bomo mogoče tudi vsaj v nekem pogledu uspeli doreči, predvsem zaradi tega, ker lahko z nekaterimi akupunkturnimi točkami zelo enostavno rešimo tiste osnovne in tiste prve bolečine. Zdaj, zakaj sem dala ta slajd? Zato, ker smo vsi v glavnem že toliko časa preživeli na delovnem mestu, da bi bilo prav, včasih je bilo, danes je tega vedno manj, ponekod se pa pojavlja, da tudi delodajalci skrbijo za vztrajno in predvsem redno nekako negovanje hrbtenice. Res pa je, tako kot sem rekla, da je tega zelo malo. Kadar se oziramo na to, kaj nam prinaša to življenje, se zmeraj sprašujemo, ne vem, iščemo neke rešitve, iščemo neke poti in iščemo predvsem možnosti, kako si lahko pomagamo. Zmeraj se sprašujemo, kam naj grem po pomoč, koga naj naslavljam za to pomoč, kaj naj pojem. Redko kdaj se vprašamo, kaj lahko sami naredimo. In jaz največkrat v ambulanti povem tudi to, da jaz lahko naredim veliko. Ampak če vi ne boste naredili vsaj delček in ne sodelujete zraven, je tisto, kar naredi zdravnik, premalo. Definitivno premalo. In ne moremo namesto vas, ne vem, jaz lahko dam vse napotke, jaz lahko dam vse čarobne recepte, ampak če tisti na drugi strani tega ne sliši, ne upošteva in tudi ne naredi, potem pravzaprav je vse tisto, o čemer se pogovarjamo in kar nekako dajemo od sebe, vrženo proč. Ni ta prava zgodba. Se pravi, zdravo življenje, kot ga pojmujemo v regeneracijski medicini, bi moralo sestavljati gibanje, zdrava prehrana, veliko počitka ali pa vsaj dovolj počitka, predvsem kvalitetno spanje, kar pomeni po 22 uri absolutno, in če se nekako na vzhodnjake navizujem, bi mi zdaj že mogli spati. Ker se narava se pripravlja na temo in je to artificialna svetloba tisto, kar nam moti ta naš počitek v tem letnem času, ki zaspi pravzaprav že ob 5 uri. In če boste gledali živali, boste videli, da se kar umirijo proti večeru, razen teh muc, mačkov, ki jim zmotimo ritem svojo aktivnostjo doma, se vse živali zvečer nekako prej spravijo spat. Se pravi, samo ljudje se ne znamo umiriti in ne znamo nekako spremljati oziroma slišati tega, kar nam sporoča narava. No, največ težav imamo zmeraj, kadar poskušamo definirati stres. To manj stresa se sliši tako zelo lepo, da ko sem včeraj ravno razlagala eni moji, da rečem stranki, da pa najverjetneje je stres tisti, ki jo dela
ne v najboljšo kožo, jo daje v ne najboljšo kožo, ona meni odgovorila, zdaj pa res nimam nobenega stresa. Pa sem rekla, Urška, jaz vem, da vi delate zvečer, kar pomeni, da vlečete službo pozno v noč. Ja, to pa je res. Sem rekla, ste kdaj pomislili, da je to agresija na telo, da v bistvu telo tega ne prenaša in da je to nekako usiljen ritem, da takrat, ko bi telo moralo zaspati, moralo počivati, mu vi te priložnosti ne date. Je rekla, to je res. Sem rekla, delati z ljudmi, zagotovo vam kdaj kdo stopi na žulj ali pa morate narediti nekaj takšnega, česar ne želite. Je rekla, tudi to je res. Sem rekla, zagotovo, ko delate pozno v noč vklopljene luči, je to umetna svetloba, ki prav tako na naša čutila deluje na nek način kot agresor. Je rekla, to je res. Sem rekla, zjutraj morate verjetno spiti kavo, zato da se spravite in poženete v normalni ritem. Je rekla, tudi to je res. Se pravi, marsikdo mora zjutraj pojesti zdravila, ki so za telo tudi tujek in jih na nek način predelati, kar pomeni neko agresijo za naša jetra. Se pravi, spet z nečim posegamo v to naše telo. Pogosto, kadar hitimo, pojemo nekaj na hitro, se pravi kupljeno hrano, ki je lahko predpripravljena, ki je lahko predpakirana. Predpakirana hrana ima veliko nitrozaminov, nitritov, nitratov, kar pomeni na telo dodaten stres, ker mora to predelati. Vsi ti konzervansi so danes znani kot najmočnejši pravzaprav poriv, zlasti pri moških, za nastanek putike. Pred tisto, kar je plastike okrog in tisto, kar je predpripravljenega, ima pogosto tudi veliko nekih barvil, še dodatnih stabilizatorjev, umetnih maščob ali pa vsaj hidrogeniziranih, transmaščob. Ne, se pravi, hrana, ki jo na hitro vzamemo nekje s seboj, tudi to je stres na telo. Ne, naši ne najboljši odnosi, naše divjanje skozi vsak dan, nekdo, ki ti zatrobi za teboj, kadar pečkaš cesto, vse to so neki stresi, ki jih vsak dan doživljamo, pa jih mogoče rečemo, se nimam stresa. Če se z nekom ne skregam, če me nekdo ne pohodi, če nekoga ne pretepem, pomeni, da nimam stresa. Ne, ni res. Če ne pijem dovolj vode na dan, je stres. Če ne grem dovolj zgodaj spat, je stres. Vsa hrana, ki jo moram na hitro pojesti, ni najboljši način, zlasti ne, če nimam pravega časa za to, da jem. Se pravi, veliko je teh stresorjev, ki jih mi danes sploh ne štejemo več kot takšne. In kar rada povem je to, da v zdravo življenje sodi tudi neka zdrava higiena in odnos do sebe. Mi pogosto umijemo telo, vsaj načeloma vsak dan, vsaj enkrat. Kolikokrat operemo to našo psiho, da ne rečem dušo, vseh teh nakopičenih pritiskov, vseh teh vsiljenih ritmov, ki se nam pojavijo, je mogoče bolj kompleksno vprašanje, če sploh kdaj. Ne nazadnje, zakaj sem to omenila? Zaradi tega, ker vsak stres, vsaka nakopičena energija se pozna, kje? Pozna se na hrbtu. Mišice hrbta se takrat, kadar smo mi v nekem nelagodju, v nekem nesproščenem vzdušju, se napnejo. Ne, kadar je dialog še bolj oster, se zategnem. Kadar je še bolj oster, se pripravim na boj. Ne, se pravi, in kaj se običajno zgodi? Da me jutri boli vse. Boli me vrat, bolijo me ramena, boli me hrbet. In na to pozabimo. Stres nam pušča različne packe, ne samo na psihi, ampak predvsem tudi na telesu. In tega ne smemo pozabiti. Zato je zelo pomembno, da znamo krepiti telo, da ne hodimo kot zombiji in kot zaspane miške po svetu in da predvsem, tako kot sem napisala, je spanje in kvalitetno spanje tisto, ki ga v sodobni družbi najbolj pogrešamo. Medicina regeneracije oziroma tale anti-aging, če reče medicina, je delala številne študije in ena najhujših bolezni sodobnega časa je, kaj mislite, zraven odvisnosti od sladkorja in ogljikovih hidratov, je nespečnost. Je nespečnost ne samo tista, ki pride z leti in ne moreš spati, ampak je predvsem nespečnost, ki jo povzročajo zdravila. Tudi to je potrebno povedati. In ljudje nenaspani smo veliko bolj dovzetni za številne izzive in predvsem
izzive dneva in smo dovzetni tudi za tisto slabo komunikacijo, zelo hitro zagrabimo in potem tudi hitreje odreagiramo, imamo manj teh blažilcev stresa in seveda predvsem smo bolj utrujeni, vsaka bolečina težje pade. In če se ta nespečnost pojavlja oziroma ponavlja iz dneva v dan, če sega iz ene noči v drugo, je bolečina zjutraj kolena, kolka, hrbtenice ali ramena bistveno večja. Kdaj bomo odšli, ne vemo, ne? Lahko pa veliko naredimo, da do takrat kvalitetno živimo. Tako da ni smrt danes tista najbolj grozna, kot smo se včasih bali, niti ne diagnoza. Jaz še zmeraj rečem, da je ta civilizacijski razkol, ki se je pojavil iz tega človeka, ki je bil vesel, da se je dvignil, ki je uporabil palico za to, da je stegnil roko, ne, in da smo se prevesli v civilizacijske, pravzaprav na nek način degenerirance, razvajence in da nas je ta civilizacija pokvarila, tudi če pogledamo na to, kam smo prišli iz tega pokončnega človeka, ne, v eno industrijsko spremenjeno človeško bitje, potem nam to danes ni ravno v ponos. In če si boste od tega predavanja zapomnili vsaj to, da umetna hrana, da tisto, kar ne zrase v naravi, da tisto, kar nastane na tekočem traku, nekje v neki industriji, ni dobro za naše telo, da ni dobro, če pretiravamo z nespečnostjo in podaljševanjem dneva pozno v noč, potem sem veliko dosegla. Se pravi, hrana, ki je industrijsko predelana, hrana, ki je industrijsko tako zelo spremenjena, da jo težko imenujemo hrana za naše telo, ki je polna običajno tudi skritih sladkorjev in ogljikovih hidratov, takšna hrana civiliziranemu človeku ne naredi dobro. In zakaj ne? Zato, ker smo predvsem sedeča bitja, ker iščemo trenutke, da lahko gibamo, ker iščemo tiste trenutke, da imamo 1 uro časa za sprehod, da imamo, ne vem, 20 minut časa za vadbo, ker iščemo to, da sploh lahko hodimo, potem se danes zelo razlikujemo od tistega človeka, ki je lahko pojedel neslutene velike količine, kadar je prišel do hrane, mi pa se moramo zdaj držati nazaj, da ne pojemo vsega, ker česa imamo hrane dovolj, večinoma. Ne, razen redkih. In seveda tudi to izobilje, ta sedeči način življenja prinese številne težave. Prinese jih predvsem na hrbtenici. Zakaj? Zato, ker naše telo res ni narejeno za sedenje, narejeno za gibanje. In mi smo se rodili, oziroma če smo se razvili, bom rekla, iz 4-nožnega človeka in zdaj, ko smo se postavili na 2 nogi, moramo toliko bolj paziti, kako pozicioniramo to hrbtenico, kam nagibamo, kaj naredimo z njo in na kak način jo negujemo, ker sicer se nam bo to maščevalo. Zdaj ta sedeč način življenja ne prinese samo bolečin v hrbtu, običajno jih prinese tudi nekje v sklepih. En del je zaradi tega, ker uporabljamo miško, telefone in pilote za večino stvari, ali pa veliko stvari, ki jih počnemo. Drugi del pa je zato, ker kabli, ki oživčujejo roke, izhajajo iz hrbtenice. Kabli iz vratnega dela. Ne, se pravi, mi smo šli z tega položaja gor in kabli, ki grejo z vratu, grejo v roke. Kabli, ki grejo z prsne hrbtenice, grejo za prsni koš. In tisti kable, mislim živce, ki grejo iz ledvenega dela hrbtenice, grejo v noge in stopala. In seveda, kadar je tu kaj narobe v določenem nadstropju, bomo imeli težave v nogah. Kadar je v vratnem delu kaj narobe, bomo imeli težave v rokah. Kadar je v prsnem delu hrbtenice kaj narobe, zna boleti ena ali druga stran ali pa obe. Zato se velikokrat ljudje jezijo, ko grejo na urgenco, pa rečejo, sem mislil, da je infarkt, pa so me poslali pol k vam. Se je dobro, da so rekli, da ni infarkt, ker znaki so zelo podobni. In če so podobni znaki tukaj, je potrebno najprej odluščiti tiste najbolj nevarne, tiste najbolj težke in kadar je to, potem če je samo pod narekovaji hrbtenica, to je stvar, ki ne zahteva nujne in hitre reakcije in seveda lahko počaka.
Res pa je, da smo ta sistem zdravstva, jaz ne morem reči, da je medicina slaba, upam, da se boste z mano strinjali. Medicina je dobra in se ni v letih nič spremenila. Dejstvo je, da smo sistem zelo spremenili in izkrivili in da je postal ena podaljšana roka te zavarovalnice, nekega administriranja, pisanja in da celo danes že ljudje, ki pridejo po nasvet, ne vprašajo, bom dobil kak pisni nasvet, bom dobil kak izvid, da ga nesem svojemu zdravniku. Jaz velikokrat ostanem tako brez besed in razmišljam, kaj je moje v bistvu poslanstvo, kaj je moj namen. Ali to, da opremim tistega, ki pride k meni, ali to, da pišem neke papirje drugemu zdravniku. Jaz predvidevam, da oni drugi zdravnik ve, kaj bi moral storiti, ali pa vsaj, da pozna osnovne napotke. In za mene je recimo izvid tisto, kjer lahko vam nekaj dam, oziroma tistemu, ki je pred menoj, dam nekaj, s čimer si lahko doma pomaga. Za mene je to tisti del napotka in meni pač delo v ambulanti pomeni pogovor direktno s tistim, ki je pred menoj, ne z nekom tretjim ali pa zato, da ne vem, izpolnim neko normo pisanja izvidov. Ampak kot vidite, smo danes tudi že prišli do tega, jaz, ko sem začela, sem lahko rekla, gospa, ne vem, Logar, pridite naprej. Danes, zaradi zakona, ki je pri nas, tega ne smem reči. Lahko rečem, dobro večer, lahko rečem samo, ne vem, gospa Petra, prosim, izvolite in vstopite, ker s tem ne prekršim zasebnosti in neke zgodbe, seveda pa ohranim tisto neko, da rečem, individualno obravnavo, pa nek bolj normalen odnos, da ne rečem gospa številka 1. Meni je to tuje, namreč ne morem se s tem sprijazniti. No, kadar govorimo o hrbtenici in kadar o hrbtenici tudi jo naslavljamo, imamo nekaj opozorilnih znakov in simptomov, s katerimi se ta hrbtenica oglaša. Najprej je običajno bolečina tista, ki nekoga zmoti. Redko ljudje opazijo druge opozorilne znake. Lahko bi bili mravljinci, lahko bi bilo drvenenje, lahko bi bilo mrtvenje, lahko bi bili taki neprijetni znaki, zaradi česa roke stresamo. Ampak to potem se spomnijo ljudje šele pol, ko jaz začnem spraševati. Večinoma pridejo vsi takrat, ko je ali sklep okorel, ali ne morem več stopiti na nogo, ali me že močno boli, ali sem omejena v nekem gibu, pa zelo nerodno hodim, šele takrat smo pri nas vajeni nekako nasloviti zdravnika. Zakaj rečem pri nas? Zato, ker na Kitajskem je res čisto drugače. Na Kitajskem ljudje grejo, ko so prvi znaki, letijo. Res, da je sistem drugačen, da morajo zmeraj nekaj doplačevati, ampak letijo. Ali dobijo napotke za, hvala Nastja, ali dobijo napotke za akupunkturo, ali dobijo napotke za vadbo, najlepša hvala. Ali dobijo potem tudi neke druge napotke, ki jim pomagajo pri tem, da lahko preživijo dan in dobijo tuji na masažo, dobijo kreme, zelišča, mazila in podobno, ali pa se samo pogovorijo in seveda grejo skozi ta proces, ki ga pač na vzhodu tudi poznajo in ga tudi negujejo. Res je tudi, da pri njih so parki zjutraj polni ljudi starih 50 in več, pa tudi nekaj mlajših, kjer redno vadijo in kjer redno razgibavajo in kjer redno trenirajo. Nekateri plešejo, nekateri telovadijo, eni igrajo ping-pong, eni badminton, eni igrajo preprosto žogo na steno, eni pa se preprosto sprehajajo. Te kulture gibanja jaz pri nas nisem zasledila. Vidim v mestnem parku, da se zdaj že odvija kdaj kakšna joga, kakšne gibalne tehnike, ampak ene 5-6 let nazaj je bil to veliki bum. Smo nekako spremljali različne komentarje v mestnem parku, pa moram reči, da meni to posebej všeč, zato ker na ta način imaš občutek, da je ta del mesta res tudi naš in da ga lahko s pridom uporabljamo. No, zdaj na skeletu mi pogosto rečemo, da se nam hrbtenica ali poseda, ali da je z njo kaj narobe, ali da nam ne deluje. Pozabimo pa, da to hrbtenico ne sestavlja samo kosti in sklepi, tudi mišice, kadar zategnejo, lahko povzročijo bolečino,
in tega ne vidimo na slikah. Tudi vezi, kadar se ali pretrgajo, raztegnejo ali kaj druga naredijo, lahko povzročajo bolečino in tega redko vidimo na slikah. Vse, kar je raztegnjeno ali zakrčeno, tudi na magnetu ni vidno. Zato se ne smete jeziti, če kdaj kdo reče, slika ni slaba. Jaz rečem, hvala Bogu, če slika ni slaba, ker je potem prognoza toliko boljša. Vidim pa, da danes v ambulanti, kadar jaz rečem, slika ni slaba, ja, kaj zdaj mi hočete reči, da sem brez veze tu? Ne. Hočem reči, da je nekdo včasih prenapet pa narobe sliši, ampak dobro je, kadar slika ni slaba. Ker kadar je slika zelo slaba, imamo manj možnosti izhoda in so rešitve težje. Kadar je slika manj slaba, je več možnosti izhoda in so rešitve lažje. Tudi ožilje, se pravi otekanje, slabo ožilje lahko dela motnje v gibanju. Tudi kadar živčejo na periferiji, lahko kje kaj pretisnjeno, preščipnjeno ali ne funkcionira dobro, pa tudi to redko vidimo na sliki, razen kadar naredimo kak natančnejši EMG in podobno. Tako da zmeraj nam rentgeni in diagnostične preiskave ne pokažejo vsega, ampak to ne pomeni, da niste prišli prav. Prišli ste prav, sam na slikah ni vidno. Prišli ste prav, ker človek pride takrat, ker rabi pomoč in zdravnik, ne samo jaz, vsak zdravnik je dolžan pomagati. Ne zdravimo slik, naj bi zdravili in predvsem smo namenjeni temu, da smo v pomoč ljudem. In zato ne se razočarati in jaz sem res še enkrat poudarim, kadar slike niso slabe, sem jaz zelo vesela in predvsem zato, ker ne zdravim slik in tudi kadar slike so slabe, ni nujno, da je vse narobe, zato ker velikokrat vidim slabe slike, pa pravzaprav zelo dobre ljudi. Dobre, mislim, v kondiciji, zmorejo veliko, zlasti so to ljudje, ki so navajeni živeti z naravo, ki so vajeni delati na zemlji in tistim velikokrat ta zemlja pomeni izziv, spodbudo in pa nek motiv za gibanje, tako da pozabijo na svoje bolečine, grejo zjutraj, ne vem, v štalo, grejo zjutraj, ne vem, recimo k svojim čebelam, ne Ciril, grejo zjutraj, ne vem, tudi k piščancem in podobno, tako da pač nek motiv, neka spodbuda je, da ohraniš tisto redni ritem in da se ne pozabiš na to, da je potrebno te noge pretegniti in pa kosti razgibati, sklepe razgibati. Zdaj na hrbtenici imamo več delov hrbtenice. Prvi je vratnik, ki je zgoraj, drugi je prsni, tukaj piše hrbtni del hrbtenice, prsni del hrbtenice, ki sodi k prsnemu košu, ledveni ali križni del, medenični del in pa trtica. Zdaj največkrat nam nekako nagajata vratni del hrbtenice, ki je najbolj gibljiv, in pa seveda ledveni del hrbtenice, to je ta del tukaj od prsnega koša, od rdečih vretenc navzdol, ki je najbolj obremenjen. Eden je najbolj gibljiv, ker zmore največ gibov levo, desno, naprej, tudi diagonale nam ta omogoča, gor, dol, medtem ker ledveni predel pa nosi največjo breme. Največje breme zaradi tega, ker je to vretence tukaj, ki ga imenujemo peto ledveno vretence, tisto, ki nosi cel steber hrbtenice in ne ga nosi samo takrat, ko stojimo in hodimo in gibamo, ampak tudi takrat, ko sedimo. Sedenje je eno najslabših pozicij, v katerega damo hrbtenico. Zraven sedenja je najnevarnejši del, da rečem, v vsakodnevnem življenju nepravilno dvigovanje. Se pravi, dvigovanje iz predklona je tisto, ki ga strogo odsvetujemo, zmeraj priporočamo dvigovanje iz počepa. Kadar počepamo, dvigujemo med nogami, med koleni in dvigujemo z obema rokama, je tudi najbolj varno dvigovanje, zlasti varno za ledveni del hrbtenice. Bomo potem mogoče še kaj o tem več, tako še pridemo do teh vaj in pravilnih, nepravilnih pozicij. Seveda, kadar se bolečine pojavijo in težave pojavijo v vratnem delu hrbtenice, so zmeraj lahko na udaru tudi ramena, komolci, zapestja, prsti. Zato je velikokrat zelo pomembno, ali je bolečina trakasta ali je pa samo lokalna. Kadar je trakasta, je običajno kot kabel, je običajno povezana s hrbtenico, živec.
kadar so prisotni mravljinci, drevenenje, mrtvenje, krči in podobne senzacije, pretakanje vode, trganje mesa od kosti, to je običajno povezano s hrbtenico. Kadar gre za lokalno bolečino, ki nam omejuje dvigniti rame ali pa pokrčiti roko, jo stegniti nazaj, je to običajno povezano s klepom. Podobno je v zapestju in podobno je v prstih. Z leti se te težave kopičijo, zlasti kadar zanemarimo tisto, kar sem povedala na začetku, to je redno gibanje. No, tukaj so recimo prikazane regije, ki so prizadete, kadar ima bolečina svoj izvor v hrbtu, v hrbtenici. Se pravi, kadar je kot kabel in kadar boli recimo ta del roke, ga pogosto povezujemo s petovratno korenino. Kadar gre nižje dol in gre v prva dva prsta roke, je šesta vratna korenina. Kadar so srednji trije prsti, je običajno sedma vratna korenina in kadar je mezinec tudi vključen in gre bolečina po tej strani, je običajno osma vratna korenina. Kako pridemo do osme korenine pri sedmih vretencih? Preprosto, zato ker prva gre nad prvim vretencem, druga gre pod prvim vretencem, se pravi pod sedmim vretencem gre osma. Zato je 8 živcev na 7 vretenc. Sliši se zapleteno, pa ni. Kdaj se pojavijo te bolečine, kaj so sprožilci? Takrat sem rekla, kadar dvigujemo nepravilno, mi zelo radi na hitro nekaj dvignemo, pa je to vseeno, ali je to hladilnik, ali je to recimo težek tovor, ali je to, ne vem, škatla, ki jo prinese poštar, ker bomo to kar sami na hitro dvignili in običajno gremo to dvigovati s kavča, jaz rečem. Ne segrejemo se prej, ne pripravimo se prej. Pozabimo pa, da imamo svoja leta, da imamo, da to telo že nosi neke spomine, neke poškodbe, neke, da rečem, slabe pečate iz preteklosti, ali bil to kak padec na ledu, ali bil to hiter zasuk, pa nas je že usekalo, ali smo že kdaj kaj težkega dvignili, pa je bilo narobe. Vse te stvari se nabirajo z leti. Ne mi reči, pred 20 leti sem imel prometno nesrečo. Res je, ampak na tem truplu je bila ta prometna nesreča. Pred, ne vem, 25 leti padec po stopnicah, ali padec na ledu, ali nepravilen skok v vodo in podobno. To se pozna na hrbtenici in potem samo enkrat narediš neroden gib. Še večkrat slišim, samo zobe sem si hotel oprati, pa sem v tem ostal. Couch potato, jaz rečem, tisti, ki so zelo radi na kavču, tudi zaspijo v teh položajih z nepravilno lego glave. Vidite tu zgoraj, je to pogosto vzrok za slabo stanje vratne hrbtenice. Velikokrat na računalnikih, prej so bili pisalni stroji, pa ni bilo toliko slabe drže, ker je bil tisti papir, je hodil zgoraj ven, pa nismo tako bulili, kot zdaj v računalnike in zatem buljenje v računalnike si naredimo to izredno slabo držo, kljukasto, tako prav grdo se hrbtenica naredi v en taki obrnjeni, ker bulimo in ne nehamo in je vseeno, ali pišemo, ali gledamo filme, kar rinemo z glavo naprej in seveda je potem toliko težje poravnati vrat v nevtralni položaj in zaseči pravo lego hrbtenice. Takrat trpijo vse vratne mišice, pa še vretenca oziroma medvretenčne ploščice. Kadar se potem tak vrat, ki je sicer čez dan zelo obremenjen, 6, 7, 8 ali več ur, pri računalničarjih še dlje, recimo gremo samo lase oprati, se zna zgoditi, da te useka, pa da ne gre naprej. Ali pa zelo pogosto se po nekem čiščenju kopalnice ali pa fug na ploščicah pojavi grozna bolečina v vratu. Tudi podobna težava se pojavi pri šoferjih in pri tistih, ki so veliko časa v avtomobilu, ker tudi v avtomobilu, posebej v vremenu, kot je bil danes zjutraj recimo, ko se megla vleče vse tja od Celja proti Ljubljani, buliš v tisto steklo, pride tudi do velike napetosti. Podobno kot na začetku, ko sem rekla, da takrat, ko se kregamo, se zategnemo, taka napetost je tudi, ko pozorno vozimo avto. Ženske imamo to multitasking grdo navado, da držimo telefon pod brado, pa delamo 300 stvari zraven, zlasti kuharijo, postiljanje,
ne vem, pripravljanje kosila, pospravljanje doma, pa kar hodiš tak, ne, in na koncu tak tudi lahko ostaneš, ker je že zelo težko, daš na drugo stran. Poskusite vsaj kdaj zamenjati levo in desno stran. No, tako da teh naših grdih navad je in razvad, če boste sami čekirali, boste videli, da jih imamo res veliko. Ne, jaz opažam, ne, da ljudje hodijo, ne samo hodijo, tudi vozijo se tak, ne. S kolesom se vozijo zadnje čase tak, da ima tu telefon, tu ima bilanco in gleda sem. Mislim, lahko se umikaš levo in desno, ker bo šel naravnost tebe, vseeno ali na kolesu ali hodiš peš. Hodijo tak po cesti in to tudi čez prehod za pešce, da ga sploh ne moreš ujeti, zato ker je glavna atrakcija je telefon. Ni, na Kalvariji in Piramidi srečujem s telefonom vse, ki hodijo zunaj v naravi. Mislim, pol je skoraj vseeno, ali hodiš po dnevni sobi ali pa okoli hiše, ker je približno učinek enak, kar se tiče teh zaznave. No, s tem se pojavlja predvsem to, da smo postali generacija, kot sem že na začetku pokazala, ne, ki hodimo tak, kot res eni žalostni ljudje, ki se ne znajo vzravnati, ki ne znajo pogledati tistega, ki ga srečajo v oči in ki se predvsem ne znajo dobro obnašati do svoje hrbtenice. Namreč to truplo, kot ga jaz pač malo provokativno imenujem, ta naša garsonjera je edino, kar nam je narava zares dala in kar res lahko vplivamo. Ne moremo toliko vplivati na stanovanje, ki ga lahko kdaj poplavi. Ne moremo vplivati na avto, ki ga lahko tudi kdaj se karkoli zgodi, lahko pa na svoje telo. In tako malo pozornosti mu dajemo, da šele takrat, ko začne boleti, se vprašamo, kaj sem delal narobe. Redko kdaj kdo reče, bom tak pozoren do tega, da bom negoval to svoje telo, zato da ne bo prišlo do napak. In vsi mi, pa predvsem vi, ki ste že tukaj, jaz itak skozi povsod agitiram in opozarjam in prosim, bodimo vzor tem, ki prihajajo za nami, da ne bo to generacija res, da bo vsaj nekaj med njimi takšnih, ki ne bodo hodili po svetu na ta način in da bo vsaj nekaj takšnih, ki bodo vedeli, da je največja popotnica in najboljša popotnica res tista dota, tisti material, ki nam ga dajo starši, in to je naše lastno telo. In vedite, da vse, kar danes mi počnemo, vidijo naši otroci. Vidijo tisti, ki prihajajo za nami. Če je nekdo nenasiten jedec in pri vsakem stresu, pri vsaki težavi rine v hladilnik in si maši usta, bodo to počeli tudi otroci. Če je nekdo takšen, da raje kot na sprehod se vrže na kavč, bodo to počeli tudi otroci. In oni so največje spužve, oni najbolj pijejo to, kar mi počnemo, in vsak od nas ima to dolžnost in pa tudi seveda možnost in pravico, da na njih vpliva s tem, da se obnaša do sebe, najprej do sebe spoštljivo in do svojega telesa. To bodo videli tudi oni. To, kar znamo ceniti, cenijo tudi potem tisti, ki prihajajo za nami. Vsaj vzor je dober. Ne rečem, da je kopija popolna, vzor pa je zagotovo potem boljši. Ne? Zdaj, naši naturopati, sem tudi predsednica Društva za integrativno medicino Slovenije in tam imamo pač različne sekcije, med katerimi so tudi te, da rečem, naturopatske oziroma vse, kar je povezano z naravo. Naturopatija nekako drugače pojmuje regije hrbtenice kot mi. Jaz rečem, to je, ne vem, med 5. in 6. vretencem, to so te vaje, to je potrebno delati vsak dan, vsaj 15 minut zjutraj in da se nekako utečemo v življenje in pa vsaj pol ure zvečer, takrat, ko hrbtenica najbolje sprejema vadbo. Oni pravijo, da te bolečine, ki so visoko v hrbtenici, imajo svoj vzrok v emocijah, v čustvih in da je to bolečina, ki se pojavlja iz nekih psihičnih napetosti, podobno tudi glavoboli. Da tista bolečina, ki je prisotna v vratno-prsnem prehodu, to je tukaj, ki je to vretence, ki si ga najbolj stipamo na hrbtu, da to je pogosto povezano z nekimi strahovi, z nekimi stiskami, ki jih potlačimo v sebi, da
te bolečine, ki jih imamo v prsnem košu in zaradi katerih se usločimo, so globoke in stare, v tem ledvenem predelu pa je to povezano pogosto z jezo. Naši medicinski, da rečem, psihologi so ugotovili, da nekaj od tega celo zelo drži. Predvsem te hrbtenične ledvene bolečine so velikokrat povezane z ljudmi, jih imajo ljudje, ki so zelo introvertirani. Ljudje, ki svoja čustva potlačijo, ki ne znajo ali skomunicirati, ne povedati, ne rečem, da te more vsak zdaj mahniti, ki ga začne to skrbeti, ampak da ledvena bolečina je velikokrat nekaj, kar je slabo skomunicirano, potlačeno in da tisti, ki imajo težave v ledvenem predelu, imajo pogosto tudi težave z želodcem. Se pravi, so ljudje, ki se navznoter žrejo in sekirajo, ne pa povejo ven in ne znajo skomunicirati. Ni vedno, je pa pogosto. Zdaj, bolečine v hrbtu seveda vodijo v en taki začarani krog, kot sem rekla, dokler res hudo ne boli, dokler res ni nekaj hudo narobe, mi tega ne zaznamo. Eno je to, da se pojavi bolečina, drugo je to, da začnemo pol napačno napenjati mišice ali pa napačno obremenjevati eno stran in razbremenjevati drugo, zato da me tu ne bi bolelo, se pač drugače naravnam, ne, in seveda se potem iz tega razvije napačen vzorec ali hoje, se ni samo ta zdaj zelo karikirana, ne. Največkrat vidimo v resnici to držo, ki jo jaz zelo težko naredim, ker ne znam, to je to, da se postavimo v en tak zelo, da rečem, poudarimo to ledveno krivino v tem predelu in vidim ženske, da nekako tako racajo, pa to ni, največkrat ni zaradi afnanja, ampak zaradi tega, ker kadar se pojavi bolečina, pol ta gib razbremeni. Ne, in zraven tega si tu še naredijo prikrajšavo v kolkih, kar pomeni, da si hkrati naredimo še drugo motnjo. Ne. Ta drža tu skrajša te tetive v kolčnih sklepih in se takoj lahko pojavi še ena dodatna bolečina, ki ima svoj izvor v kolkih. Zdaj, v resnici je za vse te spremenjene vzorce največkrat v ozadju nek mehanski vzrok, ki povzroči potem napačno, kot sem rekla, napenjanje mišic, tu razbremeni, tu pa napne, ne, in seveda je to še dodatna bolečina, ki se pojavi takrat v križu. Križ sam po sebi ima lahko tope ali ostre bolečine, ki so lahko lokalne med vretenci, zelo pogosto pa sega v nogo. To poznajo ljudje kot išias. Išias je vse, kar gre po nogi in res je, pogovorno je to vse dovoljeno, mi pa moramo že potem razdeliti, kam kaj sodi in katera korenina je dejansko prizadeta. Zakaj rečem katera korenina? Zato, ker te bolečine, ki izvirajo v ledvenem predelu, imajo več različnih nivojev in seveda se pojavljajo na različne načine. Ena je tista, ki pride nenadna, je huda in zaseka, druga je tista, ki pride počasi in se priplazi in postane kronična. Najhuje je, to zmeraj tudi povem, da tisto, kar pride na novo in nas moti, postane del našega vsakdana in postane normalno. To je najslabše. Zato, ker če me pač boli, ne, bom pa zdaj, to, kar sem že prej rekla, ni nujno, da hodim tako, bom hodila pa tak, ne, zato, ker si razbremenim. Ali bom hodila pa tak, zato, ker me pol manj boli v hrbtu. Ne, in si to privzgojimo in to posvojimo, je to najslabši del zgodbe, da zaradi neke slabe, da rečem, slabega občutka spremenimo to dinamiko telesa in tisto slabo stran, ker posvojimo in postane naša in seveda slaba navada, ki traja, postane kronična in vodi v neke druge zgodbe in nepravilnosti. Zdaj bolečina v ledvenem predelu je lahko lokalna, kot sem rekla, lahko pa seva tudi navzdol. Navzdol lahko seva, kot sem tudi že povedala, kot išiasni živec ali pritiska samo v zadnjico in pogosto ljudje rečejo, tu me boli, to je kolk. Kolk nikoli ne boli tu. Ali pa
v 1% mogoče. Koliko boli tukaj? Redko tudi tukaj. Tu zadaj, koliko skoraj res, jaz moram priznati, da v svojih, ne vem, več kot 35 letih, kar delam, nisem videla bolečine v kolku, ki bi se začela tukaj. Nisem videla. Se pravi, bolečina, ki seva iz ledvenega dela hrbtenice, lahko gre na eno stran, lahko gre na drugo stran, lahko gre pa na obe. In kadar hkrati začneta boleti recimo oba kolena, je to tako neverjetno, da bi bila bolečina iz kolena, je veliko bolj verjetno, da je to korenina, ki pač četrta ledvena korenina, ki gre čez kolena in iz stegen v kolena in običajno je res izvor bolečine v hrbtenici, ne v kolenih. Lahko vidimo malo obrabljena kolena, ker to je že normalno. Telo gre v obrabo, ko se postavimo na noge. To je tako avto, ki ga damo na cesto, je rabljen. Tako smo mi, gremo v obrabo od rojstva, v bistvu, oziroma od tega, ko začnemo hoditi. Ampak ta obraba je relativen pojem, zaradi tega, ker dokler kolena niso zelo zaribana in je ni ne videti sklepne špranje, do takrat pravzaprav kolena niso največji izvor bolečine, podobno je v kolkih. Najpogosteje vidimo bolečine v spodnjih udih, se pravi v levi, desni ali v obeh, tudi v petah, tudi v stopalih, v podplatih, z izvorom v ledvenem predelu. Zdaj samo odvisno, katero nadstropje tega ledvenega predela je pač nekako krivec za to. Kadar vidimo bolečino v zadnjici in sega po nogi navzdol do pete, v zunanji ali notranji rob stopala sta običajno to zadnji dve korenini in to je tista najbolj pogosta ischialgična išiasna bolečina. Ne, pogosto boli tudi koleno, kot sem povedala, ampak to je druga korenina. In če jih zdaj pogledamo, kakšne imamo mi pač zemljevide v medicini, to je tako geografija pravzaprav. Kadar je korenina, kadar gre bolečina po stegnu in proti notranjemu strani kolena, je to običajno korenina L4. Se pravi, korenina, ki gre pod tretjim ledvenim vretencem, med L3, L4, L4. Potem imamo ledveno korenino številka 5, tista gre običajno bolj po zunanjem robu in gre tudi v ta stranski del meč. Kadar imamo pa korenino S1, ta gre bolj zadaj in gre v zunanji rob stopala in tudi po podplatu in pogosto jo vidimo tudi v pavcu. Ne, oziroma v pavcu je pač mešano, ali je od S1 ali pa od L5. Razlikujemo v bistvu po kliničnih znakih, pa pol po refleksih, ki jih pogledamo. Ne, se pravi, so različne korenine, različna nadstropja v hrbtenici kriva, največkrat je L5, se pravi korenina peta, palec in seveda vidimo, da ne more nekdo stopiti na pete. Zato velikokrat rečemo v ambulanti, lahko stopite na pete ali gre tudi na prste. Lahko zadržite stojo na prstih ali to ne gre, ker že na ta način takoj testiraš, kaj je krivo oziroma ali so funkcionalno tudi prisotne omejitve, vidite pri gibanju, ali jih pa ni. Ali je samo bolečina, se pravi je senzorika, občutek moten, ali pa je tudi funkcija nečesa motena. Ne, kadar nekdo reče, me bolijo kolena, pa ne morem po stopnicah navzgor. Pa jaz rečem, kak ste rekli, gor ali dol? Pa reče gor. Jaz rečem, to niso kolena kriva, ker hoja po stopnicah gor pomeni dvigniti nogo. To, da si dvigujem nogo, da gre težko, ne more biti krivo koleno kot sklep, kot mehanični ležaj, ki je sicer tročleni, ampak ne more biti kriv ležaj, ampak more kriv komande ni, težko grem gor, ni pravega impulza. In seveda pač je potem potrebno nasloviti pravo težavo, da jo tudi razrešimo. Zdaj možnosti so različne, od tablet do injekcij, ki jih imam jaz neizmerno rada, kar vejo vsi moji pacienti, zato ker pač lahko takoj rešim in olajšam bolečino in seveda razbremenim osebo enega velikega bremena, ker se potem tudi, kadar odstranimo bolečino, se telo naspi, se telo spočije in je vse lažje prenašati, kot pa če
telo ni naspano, ni nekako umirjeno, je bolečino težko prenašati. Kadar pač nekdo ne mara injekcij, imamo seveda na voljo različne vrste tablet, ki jih jaz osebno ne maram pretirano, predvsem zaradi tega, ker se večina teh naših zdravil metabolizira v jetrih. Ne maram jih tudi zaradi tega, ker večinoma motijo starjevanje krvi in je to težava pri srčnih bolnikih oziroma pri tistih, ki imajo zdravila za visok pritisk ali pa se pravi tudi za ritem srca in pogosto že brez tega, da ima kdo kakšna druga zdravila, ta naša protivnetna, protibolečinska zdravila rada delajo strdke na žilah, rada jih tudi zamašijo in predvsem v zadnjem času smo spet videli kar veliko tromboz. No, seveda smo kot zdravniki zmeraj v neki dilemi, kaj narediti, kako se odločiti, kaj je tista prava. Najlažje je napisati tisti papir za terapije pa reči, pojte na terapije. Ampak vsi vemo, da to, kar sem že na začetku povedala, sistem je pač tak, kot je. Se mi zdi, da za vsakim ministrom so čakalne dobe samo še daljše, kar mene osebno izredno razočara, ker pač v tisti starem jugoslovanskem sistemu čakalnih dob ni bilo. In ker sem začela v stari jugi delati, se še zmeraj z nostalgijo spomnim tega, da ni bilo niti v predpisu terapij težav, niti v čakalnih dobah, ampak si lahko nekaj napisal, je prišel tista oseba je prišla nazaj, si lahko to tudi rešil in si imel neko možnost nekega ukrepanja. Ne pa zdaj, dobro, jaz se ne morem pritoževati, ker imamo v hiši rentgen, pa imam tudi z drugimi nekako dobre odnose in nam slikovno diagnostiko dobimo hitro. Ampak pri terapijah je pa težava. In ko sem se predvsem dolgo časa ukvarjala z tem, kaj v resnici v terapijah najbolj pomaga, sem ugotovila, da če bi imeli dobro komunikacijo in možnost teh dialogov, takšnega, kot je danes, v malih skupinah, jaz sem vesela, da ni nabito in nabutano, ker takrat se to nekako ne prime do te mere. Če bi imeli to možnost komunikacije in sporočanja, bi bilo veliko lažje, ker bi ljudje morda tudi pri nas bolj skrbeli zase in za tisto redno vadbo brez teh nepotrebnih interventnih posegov poskrbeli za to, da bi hrbtenica ostala gibka in bi tudi z lastno vadbo naredili veliko. Danes namreč vemo, da je telovadba in gibanje tisto, ki na dolgi rok prinese največ olajšanja in naredi največ dobrega za telo. To ni moja floskula, to so študije, ki so jih delali v primerjavi z bolniki, ki imajo recimo težave v hrbtenici in so redno telovadili, in pri drugih, ki so imeli na primer elektroterapijo, in pri tretjih, ki so imeli recimo še magnetoterapijo ali pa ultrazvok ali neke druge tehnike. Dejstvo, da z gibanjem in z pravilno telovadbo, primerno vadbo za telo naredimo največ, temu se ne moremo izogniti. In iskati in čakati na to, da bo res čudežna elektroterapija rešila težave, vam povem, da jih ne. Zlasti ne v 8 dneh, kolikor je najdaljša možna terapija, ki jo zdaj lahko napišemo. 8 dni je terapija, leto pa ima 365 dni. Če v teh 365 dneh vsak dan nekaj dobrega naredimo zase, verjemite, da nam bo telo to vrnilo z eno tako hvaležnostjo, kar ne pomeni, da bomo za božička dobili nekaj pod drevešček. Ne v materialnem smislu, ampak predvsem v dobrem počutju, v dobri kondiciji, v tem, da zmorem priti v drugo nadstropje, v tem, da lahko grem po stopnicah magari na Kalvarijo, da ne umrem od dihalne stiske, ko moram leteti za avtobusom, v tem, da zmorem nositi svoje telo in v tem tudi, da se zjutraj ne zbudim po polnem krču in z neznosnimi bolečinami. To je tista nagrada, ki jo dobimo. Ne glede na to, da smo v tem materialnem svetu vajeni nekega materiala, ki bi ga morali dobiti. Ampak jaz mislim, da tega se človek zave šele takrat, ko ga res nekaj začne boleti, takrat bi dal vse za to, da gre bolečina proč.
vsaj jaz srečujem, takrat bi ljudje naredili marsikaj, obljubili veliko stvari. Ampak ko pa je ono stanje brez bolečin, takrat pa pademo v eno drugo zgodbo, kjer imamo veliko različnih izgovorov, ne. Eni pravijo, da ne morejo kar zdaj postati supermeni, drugi rečejo, da so se rodili pač takšni v družini, da so bolj okrogli, pa da ne morejo. Jaz vam pa povem, da ni pomembno, ali si okrogel, ali si suh, ali si majhen, ali si velik. Pomembno je, da si do svojega telesa spoštljiv, da smo v gibalnih tehnikah redni in predvsem dosledni. Ni pomembno to, da smo intenzivni, da danes, ko boste prišli domov, danes bom pa začel. Ne, ni res. Danes lahko začnemo, ampak bodimo redni in dosledni. Ker telo ne mara agresije, telo ne mara revolucije, ne mara nekih prisilnih ukrepov, pa na horuk, pa na juriš in na ne vem kaj. Telo ima rado predvsem doslednost in rednost in vsak dan. In takrat nam bo najbolj hvaležno. Res je, da je vsaka kila zraven lahko breme za to hrbtenico, ampak telo, ki je vajeno od nekdaj nositi 70 kilogramov, ga ne bomo razveselili jutri, če bomo imeli 5 kil manj. Ga bomo pa razveselili, če bomo začeli hoditi, če bomo začeli telovaditi. In to nič ne stane, ne zahteva nobene posebne telovadne, teniške ali pa smučarske opreme, ki je težko dostopna, pomeni samo to, da se dogovora, ki smo ga sklenili sami seboj, tudi držimo. In danes vidimo, da največkrat ljudje pozabimo na tiste dogovore, na tiste obljube, ki smo jih dali sami sebi. Vse tiste, ki jih damo drugih, še nekako naredimo. One, ki jih damo sami sebi, hitro pometemo, čim pride soseda na obisk, čim je zanimiv film, čim se nekaj zgodi, pa lahko o tem govorimo, samo da ni treba iti ven. Ne vsi, ker vidim tudi obraze, ki jih redno srečujem ali pri hiši ali pa na sprehodih, ampak pač poudarjam te elemente, ki so res izrednega pomena. In ni pomembno, da imamo lepe six-packe. Six-packi ne pomenijo najboljše varovalke za mišice. Najboljše varovalke za mišice pomenijo te mišice, ki jih mi pravimo take krožne mišice in jih treniramo pravzaprav z zelo enostavnimi vajami. Eno sem že prej pokazala, ker damo zadnjico ven in jo potem zategnemo naprej. Se pravi, s tem krepimo vso trebušno muskulaturo, zlasti kadar jo držimo tudi napeto. Je pa res, da je to mogoče težje osvojiti, zlasti, če tega nismo nikoli počeli. Ne, kadar napenjamo te zadnjične mišice, jaz najlažje in pa seveda mišice medeničnega dna, s tem krepimo tele notranje mišice, ki so najboljša varovalka za hrbtenico. Zdaj, težko je to povedati, eni rečejo, dajte popek na hrbet. Mislim, kak zdaj naj jaz enemu povem, naj da popek na hrbet, brez da bo naredil in potem ne bo mogel govoriti, zato ker bo v bistvu samo globoko zajel sapo. Kadar rečemo popek na hrbet, pol ljudje se dajo v tak čudne poze, da meni pač najbolj uspeva, kadar rečem, dajte zategniti mišice tak, kot da nočete, da vam uide voda in blato. Dajte vstati malo, bomo skupaj naredili. Da bo nekaj koristnega od tega dneva. Ne? Probajte tak zategniti te mišice, tak, da boste čutili, da vam voda ne uide, pa da vam blato ne bo ušlo. Se pravi, zategnemo tukaj mednožje in potem zategnemo tudi zadnjico. To si lahko vsak sam proba. Če imamo zategnjeno zadnjico, smo že 50% naredili. Če držimo tukaj, da nam voda ne uhaja, bomo naredili drugih 50%. Ampak to spet ne pomeni to, zato ker pri tem smo samo aktivirali en del dihanja, nismo pa zategnili teh medeničnih mišic. Vam je vsem uspelo ali vam ni? Vam uspeva? Najboljše sta povedala Dejan pa Šalca, ker sta rekla, kadar nekoga v kempu tišči lulat, ne, hodi s hitrimi koraki, pa vleče skupaj, ga slišiš po noči. Kadar nekdo mora hitro na veliko potrebo, hodi tak, ne, da mu ne uide. Kadar je pa tisti, ki ga tišči in lulat in na veliko potrebo, ste poslušali ta skeč, niste?
Dober je. Tistega pa prepoznaš, ker tam je pa taka urgenca, da ne veš, da hodi tak, pa hodi tak, pa hodi tak. No. To je bil en tak dober intermezzo, kjer so po korakih povedali, kako kdo hodi. Ampak zanimivo je, da dejansko je ta vaja tako enostavna, da res lahko to zategne čisto vsak, ker to vse te mišice dnevno uporabljamo. Zlasti pri vseh, ki so bili kdaj operirani, pri vseh, ki so imeli, ne vem, težave z maternico ali pa tudi pri moških s prostato, z mehurjem. Vsak, ki je bil operiran na črevesju, na hrbtenici, zna to narediti, zato ker v enem delu zdravljenja ima zagotovo težave z zadrževanjem vode ali blata ali obojega. In seveda je pač to nek del zgodbe, ki ga moramo na nek način regulirati, in če znamo te mišice zategniti, znamo zelo dobro poskrbeti za te notranje krožne mišice hrbtenice, seveda pa ne bomo s tem imeli lepih six-packov. Ker six-packi nam ne pomagajo ohranjati hrbtenice. Samo te notranje krožne mišice, ki jih zategnemo na ta način, in zakaj? Boste rekli, če jih tu zategnemo, kaj se pol zgodi z hrbtenico, ki gre od vratu do trtice? Se zgodi. Zakaj? Ker ko to naredimo, ko damo v ta gib to svojo medenico, naredimo osnovo za držo hrbtenice. Ljudje, ki nimajo tonusa tukaj, se tudi tukaj ne morejo držati ravno in se upognejo. Ljudje, ki znajo narediti tonus tukaj, se tudi zgoraj držijo lepše. Bolj ravno. In če znamo to delati v sedečem položaju, kar je tudi možno, ne, lahko v avtu, ne vem, na avtobusni postaji, zdaj recimo vmes, ne, lahko zategujete te mišice zadaj, gre to delati. In seveda lahko to delamo pri televiziji, tudi na kakšnih drugih predavanjih, ne samo na tem danes. Ne, seveda krepimo s tem notranje mišice hrbtenice, in ko krepimo notranje mišice hrbtenice, imamo eno varovalko in temu rečemo mi mišični steznik hrbtenice. To ni steznik, ki vam ga dam na recept. To je steznik, ki si ga sami naredite, ki si ga vsak od nas naredi sam in s katerim si lahko pomaga krepiti to svojo hrbtenico. No, vidite, to je položaj na hrbtu, ko rečemo popek na hrbet. Ne bom vam povedala, v kakšne poze smo že vse prišli v telovadnici, zato ker je to zelo zanimivo, kako si ljudje različno predstavljamo ta popek na hrbet. Ne, in seveda s tem, ko damo ta popek na hrbet in ko naredimo ta pritisk navznoter, mi ne napenjamo samo mišic, ampak hkrati varujemo tudi vsebino. Seveda s temi mišicami krepimo tudi mišično steno spredaj in si pač preprečimo mehke, ohlapne, nekvalitetne mišice. Mehke, ohlapne in nekvalitetne mišice pa so tiste, ki prvič nas ne držijo, drugič pa so zleti, tiste, ki velikrat so glavni krivec za kakšno kilo. Ne, zaradi tega, ker če je mišica ohlapna, če smo potem zleti, jo pešamo, se tudi kakšna kila na hrbtenici naredi prej, kot bi se sicer. To je drug položaj, v katerem lahko treniramo, seveda pa je zelo pomembna tudi drža. Ne, ker to, ko se damo na vse štiri, pa naredimo glavo nazaj, ni primeren položaj za hrbtenico in pa predvsem tudi vse napete in obremenjene mišice in pa sklepi tudi niso najboljši, zlasti ne v vsakem življenjskem obdobju. Tudi to vadbo na kolenih marsikdo po 60. težko naredi, lega na hrbtu v postelji pa je lažje izvedljiva za večino od nas, ker vsi pač nekako do postelje pridemo. Ne? Če pridemo čisto z lahkoto ven je drugo, ampak do tja pa pridemo. No, in seveda zdaj za tiste, ki smo aktivni tako ali drugače, pa v jaz nisem več v službi, ne rabim, ni res, vsi smo sedeča bitja. Večino časa smo tudi ankete pokazali, tudi pri večini ljudi, kar je najbolj žalostno je to, da ko se ljudje razbremenijo delovne obveze, se zgodi kaj? Postanejo še bolj sedeča bitja. Manj hodeča večina, ne vsi, ampak večina govorim. In seveda je to meni velika žalost, ker spet ugotovim to, ker nekdo reče, ko bom šel pa v penzijo, bom pa skrbel zase. In se zgodi pri tistem, bom šel v penzijo skrbeti zase, obsedim, kje, ali doma pri mizi, ali doma pred televizijo, ali pa pač nekje na kofetkanju.
In seveda spet ima hrbtenica različne posledice, ki jih nosi, predvsem pa je posledica tista bolečina, ki si je ne želimo. In kadar zopet nekoga spodbujam k telovadbi, mi reče, ne morem delati nekih težkih vaj, ampak če mi priznate ali ne, vse te vaje, ki jih vidite tu zgoraj, je možno razen 2 narediti, pa še tisti 2 na koncu lahko naredimo tudi v sede. In če bi vsak od nas vsaj za te male sklepe na rokah skrbel že sede, da jih kdaj pretegnemo, da jih kdaj tudi razgibamo, da kdaj znamo to narediti in pa ne rečem, da je potrebno vse obračati, ampak vsaj raztegniti. Zakaj? Zato, ker si s tem zagotovimo kaj? Osnovni prijem, osnovno samostojnost, v tem, da si lahko čevelj obujem, v tem, da si lahko hlače oblečem, v tem, da lahko grem sama na stranišče. Ohranjanje samostojnosti in predvsem ohranjanje teh dnevnih aktivnosti, ki jih moramo narediti, ne nazadnje, je tisto, do česar želimo priti z temi gibalnimi tehnikami. In vse te pripomočki, ki jih tu vidite, niso nujno potrebni, ne rabimo žoge, lahko pa jo imamo. Žoga je dobra, ni pa najbolj varna, zlasti ne za začetnike in ne najbolj spretne. Zaradi tega, ker žoga lahko pomeni tudi neko nevarnost, ko nekomu, ki ni spreten, spodrsne. Podobno je z utežmi. Če greš delati z utežmi takrat, ko jih nisi vajen, je seveda lahko hrbtenica tista, ki najbolj nastrada. Seveda pa je vadba na žogi nadgradnja, ampak šele nadgradnja tistih začetnih vaj, ki sem jih kazala že prej. Različne tehnike za žogo so lahko v starejših letih predvsem izziv, kadar vadimo z našimi mlajšimi zanamci, kot sem že prej povedala. In če se vrnem k začetku mojega predavanja, če bi mi ljudje se zavedali tega, da smo del narave še zmeraj, in bi znali opazovati tiste, ki jih imamo, ki si jih, da nekako rečem, prisvojimo, ne? Ker pač si živali privzgojimo in prisvojimo. In bi se učili, tako kot piše tukaj, od ekspertov, bi videli, da noben maček, ampak noben maček ne vstane iz ležečega položaja, da se ne pretegne. Jaz še res moram priznati, da kakorkoli opazujem, pa kdaj, ko gledam, kdo vstane, redko vidim koga, da se res dobro pretegne, ker vstane pa gre pol naprej. Kaj šele, da bi se raztegnil, ampak ne, mačka se vedno pritegne. In ni potrebno, nisem muc, tudi psički to delajo, ampak mi ljudje mislimo, da je to nevljudno, da je to neprimerno, da se pritegniti tudi na lep način, ni treba, da zraven zehamo, da spuščamo, ne vem, pline pri zadnjici, da spuščamo glasove pri ustih, nič od tega ni potrebno za kvalitetno raztezanje. Ne? In če bi te vse tehnike poskušali osvojiti, bi seveda tudi kot moji Kitajci z različnimi prijemi na meridijanih lahko živeli boljše in pa seveda kvalitetno. Ne bom vas zdaj za temi meridijani več morila. Pokazala bi, da so točke na ledvenem predelu, ki jih lahko stisnemo, kadar vstanemo, in se tudi te boleče točke, Kitajci vedno rečejo, kadar je ena točka boleča, jo lahko stisnemo in jo držimo vsaj 1 minuto z palcem in običajno z tem, to je napadi zmaja tehnika, ali pa obkoli zmaja, in če tam okrog pomasiramo, si lahko že veliko težav sami razrešimo. Ena izmed zelo dobrih in močnih točk za razbremenitev bolečine je na zunanjem robu gležnja, na prehodu meč v stopalo, tukaj zunanji rob, to je točka 6 Kunlun, in pa seveda tudi ena točka, ki je tukaj spodaj v kolenskem sklepu, in z masažo tega si velikokrat lahko olajšamo bolečine v križu. Definitivno ena najbolj prijetnih in uspešnih je točka, kadar stojimo in z srednjim prstom sežemo na stegno na strani in si pritisnemo v stegno. Ta točka olajša zmeraj in povsod prve bolečine v ledvenem predelu. Lahko stojimo, pa se pol sedemo in si pritisnemo na te točke. Lahko se pol usedemo na tla
in pritisnemo na te točke. Dejstvo je, da srednji prst, ki pride na stegno, kadar konica prsta pride na stegno, na sredini, Kitajci temu rečejo, jaz bom rekla tukaj, jer je moj šiv, oni rečejo stik med rdečo in belo kožo, podobno kot je na dlaneh, spredaj in zadaj, ne, položimo blazinico tukaj in kadar tu pritiskamo, velikokrat razbremenimo bolečino v ledvenem predelu, ker seveda tiste prve znake, prve znanilce bolečine je to najlažje. Seveda imamo potem še različne točke v zadnjici, ki pomagajo, no, to je ta wind market pravijo, se pravi tržnica vetra, mesto vetra. No, tudi z različnimi tehnikami, kot je recimo veslanje ali veslanju podobne tehnike, so tiste, ki krepijo predvsem notranje stabilizatorje, kot sem vam jih prej že povedala, z zatezanjem popka oziroma ne lulati in držim vodo in držim blato, je čist podobna tehnika, ki jo lahko dosežemo z veslanjem, razen da pri veslanju krepimo seveda še roke, s tem, ko dresiramo oziroma treniramo tudi ramenske sklepe. No, jaz bi z tem slajdom, z tem gibalnimi tehnikami, ki jih lahko delamo, ko posnemamo svoje domače ljubljenčke, bi se vam zahvalila za to pozornost. Hvala.